Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani gostje, dejansko tukaj danes nisem v vlogi, v kateri sem bil predstavljen, pač pa verjetno na podlagi svojih 30-letnih izkušenj na področju prometnih obremenitev, na področju razvoja sistemov za tehtanje vozil in vožnjo in nenazadnje na področju uporabe teh podatkov za cestno infrastrukturo. Res je, da predvsem za mostove, vendar tudi za vozične konstrukcije. Tako da se bom v svoji predstavitvi res tako na kratko v bistvu dotaknil sledečih tem. Najprej problema prometnih obremenitev, kako jih merimo in kako določamo prometne obremenitve za vozične konstrukcije in pa kako jih upoštevamo pri računu obremenitev oziroma kako jih upoštevamo v računu varnosti mostov. Zdaj, problem teh prometnih obremenitev je primarno povezan s težkimi tovornjaki, ki seveda povečujejo obrabo vozišč in prispevajo k prezgodnji odpovedi in pa lahko povzročajo prekomerne obremenitve na mostovih. Zdaj, težava v večini držav je, da ko zbiramo podatke o teh obremenitvah, se največkrat nekako naslanjamo na število vozil, ne pa toliko na dejanske osne obremenitve. V primeru vozišč pravilnik in specifikacije ne sledijo lastnosti modernega prometa, predvsem glede osnih obremenitev in preobremenitev, predvsem pritiskom v pnevmatikah, ki se neprestano povečujejo, uvajanja elektronskih konvojev, tako imenovanih platoons, to je en tak primer, ki prihaja, to so elektronsko vodeni konvoji, ki bodo brez dvoma vplivali na vozične konstrukcije, tudi na mostove. Kako je še debata. Eni pravijo, da bo to slabše, ker če poslušamo samo avtomobilsko industrijo, ki to razvija, potem bojo vsi vozili točno po isti poti, kar je seveda zelo neugodno. Po drugi strani pa govorimo o inteligentnih vozilih, kar pomeni, da se bo dalo pa to tudi nekako regulirati v prečni smeri, kar bi pa lahko bilo bolj ugodno. Ampak zadeva je še nekoliko predaleč, da bi se dalo danes povedati. Specifikacije večinoma ne ločijo med različnimi tipi cestnih konstrukcij. Pri upravljanju mostov pa je poudarek v glavnem na poškodovanosti, čeprav je bolj pomembna varnost, ki je odvisna direktno od prometnih obremenitev. Vse stvari spreminjajo, vendar nekako še ostajajo te neke stare navade pri razumevanju teh problemov. In še ena stvar je pomembna, eno je redna obraba, ki nastane zaradi redne uporabe infrastrukture, kot je bila načrtovana in izgrajena, drugo pa je škoda, ki nastaja zaradi prekomernih obremenitev. Zdaj, če pogledamo malo prometne obremenitve, kako so se razvijale, to je tipično tovorno vozilo, dvoosno 13-tonsko, ki je bilo najbolj pogosto v času izgradnje povprečnega slovenskega mostu po starosti, to je približno 50 let. To je seveda daleč od tega, kar vozi po cestah danes. Danes imamo bližje temu, prihajajo pa še nove stvari, to so ta večja vozila, ki prihajajo 60-tonska, 25 metrov dolga, ki se že množično testirajo po Evropi. Verjetno bodo najprej uporabljene na koridorjih. Z vidika infrastrukture, predvsem mostov, so pa najbolj kritične tale, to so razni specialni transporti, predvsem težki ta avtodvigala, ki so zlasti za mostove najbolj kritične. Zdaj, kako merimo prometne obremenitve? Nekako največ imamo tudi v Sloveniji števcev prometa. Težava tukaj seveda je, da iz števcev prometa ne dobimo podatkov o prometnih obremenitvah z vidika osnih pritiskov, kar nas najbolj zanima. Tako da je treba nekako promet stehtati. Tukaj imamo spet različne načine. Nekako najbolj znano verjetno je statično tehtanje, to so tehtnice, ki jih dobite praktično na vsakem kamnolomu, na vsakem odpadu, vsaki tovarni. Ta zadeva je praktično neuporabna za ta namen zbiranja podatkov za prometno infrastrukturo iz preprostega razloga, ker se stehtajo samo določeni tipi vozil z določeno obremenitvijo. Bistveno boljši in v bistvu edino primerni so sistemi za tehtanje med vožnjo, to so tako imenovani weigh in motion sistemi.
in pa v zadnjem času se pojavljajo sistemi, ki tehtajo direktno na vozilo. To se pravi, vozilo samo ima vgrajene senzore. Tukaj smo vsaj v Evropi še relativno na začetku, čeprav seveda industrija te zadeve že razvija in jih vgrajuje v vozila, nekako pa še ni regulative, ki bi te stvari omogočala. To je en primer takega statičnega tehtanja na neki deponiji. Ko govorimo pa o tehtanju med vožnjo, imamo pa spet več sistemov. Eni so pri nizkih hitrosti, to je na posebnih pasovih, kjer vozilo pelje z hitrostjo tam nekje 5 do 10 km/h in se pod kontroliranimi pogoji stehta. To je sicer bolje kot statično tehtanje, predvsem ker je to ob neki cesti, še vedno pa to ne daje podatkov o celotnem prometnem toku. Tako da edini način, s katerim je pametno zbirati podatke, je tehtanje pri potovalni hitrosti. In tukaj imamo dve vrsti teh Wayne Motion sistemov. Eni so tako imenovani vozični, drugi so mostni. Tukaj je nekaj primerov. Na tej levi strani vidite senzorje, ki so vgrajeni v vozično konstrukcijo. To je en način. Drugi način je, da se senzorji vgradijo na spodnjo stran obstoječega mostu ali prepusta. V Sloveniji uporabljamo slednji način, predvsem, ker se sami z njim ukvarjamo že 30 let in ga tudi v bistvu za podjetjem Cestel razvijamo zdaj že skoraj 20 let in se ta sistem trži po celem svetu. Je pa dejstvo, da razen izjem te Wayne Motion sistemi ne dajo podatka o tipu koles in o pritisku pneumatika, kar bi včasih tudi prišlo prav. To je primer tehtanja na mostu. To se pravi, mostni sistem VIM je merilni sistem, ki uporabi obstoječo instrumentirano konstrukcijo, to je lahko most ali prepust, za tehtanje vozil pri normalni prometni hitrosti. To se pravi, ko vozilo pelje čez most, sploh ne ve, da je bilo stehtano. Sistem je poznan od leta 1979 v Sloveniji, delamo na njem in ga razvijamo od leta 1990. Intenziven razvoj je bil v Evropi predvsem sredi 90-ih let. Že skoraj 20 let je poznan pod imenom CWIM in po zadnjih podatkih je bil nameščen že na okoli 5000 mostovih, to se pravi, izvedenih je bilo okoli 5000 meritev po vsem svetu. Prednost je, da je prenosljiv, da je zaradi velikosti te tehtalne platforme, ki je v tem primeru cel most natančen, in predvsem, da ne ovira prometa, to se pravi stvari, inštalacija, vzdrževanje se dogaja, ne da bi bilo treba ovirati promet. In pa, kar je bistveno, meri odziv mostu in to lahko uporabimo pri učinkoviti oziroma bolj optimizirani analizi mostov. Pomanjkljivost je, da včasih mostu pač ni in pa, da je določeno znanje o mostovih potrebno, da so te meritve lahko učinkovite. Če gledamo na to, kako obremenitev vpliva na vozične konstrukcije, predvsem obremenitve deformirajo površino in pa podkonstrukcijo in v glavnem govorimo tukaj o utrujenju materiala v vezanih slojih, kar povzroča trajne deformacije, bodisi razpoke ali kolesnice. In nekako poskušamo vozične konstrukcije dimenzionirati za življenjsko dobo, tako da ta resnost poškodb ne vpliva na udobje, na varnost in na gospodarnost vožnje. Se pravi, konstrukcija mora biti sprejeta neko določeno število teh prometnih obremenitev, preden do teh poškodb pride. Zdaj, težava je, da ko govorimo o poškodbah, je precej težko vrednotiti realni delež vpliva prometnih obremenitev na različne poškodbe, če za to nimamo ustreznih eksperimentov in to s konkretnimi materiali, s konkretnimi obremenitvami in ob upoštevanju okoljskih vplivov. Se pravi, kako tudi temperatura in ostale stvari vplivajo na razvoj poškodb in konec koncev staranje materiala kot takega. Zdaj, kako to računamo na primeru vozičnih konstrukcij? V veliko državah se še vedno uporablja tako imenovani equivalent single axle load, ESAL. Težava tukaj je, da ta temelji na eksperimentih, ki jih je izvedel ASHO, takrat je bil še ASHO, sploh ne ASHTO, kot je danes, road test iz leta 1959, to se pravi, ta metoda je stara 60 let. In posledično je vprašljiva zato, ker je pač bazirana na ameriških materialih, ker je način gradnje danes drugačen in predvsem, ker so vozila povsem drugačna, kot so bili v tistih časih.
Zato bi bila zelo nujna kalibracija te metodologije ali pa uporaba tudi alternativnih pristopov, ki so pa tudi danes na razpolago. Kalibracija lahko izgleda takole, to je eden izmed številnih teh naprav po Evropi, s katerim testirajo različne vozične konstrukcije na različne osne obremenitve. Tudi v Sloveniji pa smo pred leti imeli na izposoji ta južnoafriško vozilo, tako imenovani Heavy Vehicle Simulator, ki so ga pripeljali Švedi v okviru enega evropskega projekta. Žal se je takrat, ko se spomnim, to testno polje, ki je bilo narejeno tam v Dragočovi, so je potem zaradi nekega nesporazuma preplastilo, tako da v bistvu nekih koristnih dolgoročnih rezultatov iz tega pol ni bilo. Zdaj, ta formula za ESAL je relativno preprosta, osni pritisk se primerja z neko referenčno vrednostjo in se to da na potenco, ta je lahko med 2 in 12, običajno je 4, to je zelo odvisno od tipa vozične konstrukcije, od ograjenih materialov. Težava je, če to uporabimo 4 za vse. Poleg tega so v Evropi različne referenčne vrednosti, PRF bi moral biti tukaj napisan od 8 ton do 10 ton, v Franciji celo mislim, da imajo 13-tonsko referenčni osni pritisk. V slovenskih specifikacijah smo to enačbo nekoliko modificirali, zdaj detajle najdete v članku noter, dejstvo pa je, da pač vse te faktorje, ki jih je tukaj kar nekaj, bi bilo potrebno skalibrirati. Specifikacije tudi nekako določajo 2 načina vrednotenja teh prometnih obremenitev. Eden je na podlagi povprečnih vrednostih faktorja ekvivalentnosti in števila vozil. In če bi to naredili na primeru 60 meritev iz lanskega leta, potem bi seveda ta vrednost relativna morala biti 1, to se pravi, posod bi morali dobiti točno vrednost. Realne vrednosti so pa precej drugačne, ne? In to že, če ne upoštevamo preobremenitev, ki sploh niso eksplicitno definirane. Če upoštevamo še obremenitve, vidimo, da so te vrednosti od 30% na nekaterih cestnih odsekih do 300% na drugih. To se pravi, te povprečne vrednosti faktorja ekvivalentnosti povezane z števci prometa ne dajo realne ocene obremenitev. Se pa to verjetno še vedno prevečkrat uporablja ta pristop. Da ne rečem, da pač problem preobremenitev v teh zadevah sploh ni upoštevan. Drug primer, ki so mi ga dali na cestelo, je ta primer neenakomernih obremenitev v 2 voznih pasovih. Gre za 2 kamnoloma blizu Kamnika, ki vozita promet potem po tej cesti od Stahovice proti Kamniku. Na tem mestu je postavljen sivim sistem za meritve osnih pritiskov in če bi to naredili po tem klasičnem načinu po specifikacijah, bi dobili, da se v vsakem prometnem pasu dobimo 128 teh ekvivalentnih osi. Dejstvo je precej drugačno. V pasu, kjer vozijo polni kamioni, je tega preko 800 faktorjev ekvivalentnosti, v tistem pasu, kjer so pa večinoma prazni, pa približno tam, kot dajo specifikacije. Tako da faktor tukaj je 6 oziroma 6-krat podvrednotena obremenitev se upošteva na takem odseku, če se meritve ne izvajajo. Razlike v življenjski dobi so seveda zaradi tega izredno velike. Če gremo še malo na mostove, pri mostovih imamo v glavnem 2 ta ključna indikatorja. Prvi je poškodovanost, ki nekako diktira trajnost konstrukcije, kako se bo pač ukrepi, ki so povezani s poškodovanostjo, so predvsem namenjeni temu, da se podaljša trajnost mostu. Drugi bistveni pa je varnost mostu, to se pravi, moramo zagotoviti, da je nosilnost mostu večja od obtežbe, da se nam slučajno ne zgodi kaj takega kot na tej sliki. Zdaj, zadevi sta seveda med sabo povezani in predvsem pri varnosti je ključen ta vpliv prometnih obremenitev. Zdaj, še ena bistvena razlika med vozičnimi konstrukcijami in pa med mostovi je, da tukaj ne govorimo pač o osnih pritiskih, ampak govorimo o notranjih silah, ki jih te osni pritiski povzročajo na konstrukcijo. To običajno delamo z računskimi modeli, ki so lahko relativno enostavni ali pa tako komplicirani, kot je recimo ta na spodnji sliki. Težava tukaj je vedno število predpostavk, ki jih moramo uporabiti, če nimamo meritev. In pa še ena stvar, ki je pomembna, bistveno je,
ko pristopamo k takšni analizi, ali delamo analize za obstoječe mostove ali pa dimenzioniramo most za celotno življenjsko dobo. Zdaj, dostikrat se ravno za to definiranje, kako se most obnaša po obtežbi, uporabljajo obremenilne preizkušnje. Pri nas so bile, oziroma so še, tudi uporabljajo te dokazne in diagnostične, kjer pač najamemo veliko število kamionov. Na primeru Črnega Kala jih je bilo 48 potrebnih, da se pač povzroči neka obremenitev, ki je pač relevantna za kontrolo obnašanja objekta. To je seveda zelo nepraktično, če govorimo o obstoječih mostovih, zato smo pred leti v okviru enega evropskega projekta predlagali tako imenovano mehko obremenilno preizkušnjo z sistemom CWIM, kjer določamo realne vplivnice, realne koeficiente sunka in pa realne raznose obtežbe. Kako to deluje, pokažem na enem takem dosti klasičnem 27 metrov dolgem prostoležečem nadvozu, ki je zanimiv z tega vidika, da so ležišča taka stara, klasična, jeklena. To se pravi, ta most bi se moral po vsej teoriji obnašati tako, da bi bila vplivnica trikotna. Vplivnica, se boste spomnili, to je pač vrednost neke količine v neki točki, ki jo merimo. To se pravi, če je to na sredini razpetine, bo tudi v tem primeru pogibni moment največji na sredini. Meritve pokažejo, da je ta stvar seveda ni teoretična, ampak je precej manjša in potem moramo naš računski model kalibrirati tako, da obnašanje modela ustreza dejanskemu obnašanju na mostu. V tem primeru dobimo 24% zmanjšanje upogibnih momentov, kar ni zanemarljivo. Treba se pa zavedati, da na kakšnih mostovih, sploh starejših, so pa te prihranki še bistveno večji. Največ, kar smo recimo zmerili, je bilo samo 44% tistega računskega momenta, ki je bil predviden. Če poznamo te vplivnice, potem lahko na podlagi meritev prometa določimo prometne obremenitve, v tem primeru upogibne momente, ki jih potem statističnimi metodami ekstrapoliramo v želeno časovno območje. In tukaj sta te dve razliki. Na levi strani je, če upoštevamo izmerjeno vplivnico, in na desni strani, če upoštevamo teoretično vplivnico. Ta razlika je teh 25%, ki lahko ključno vpliva na odločitev, ali je treba most ojačati ali zamenjati, ali pa je dovolj, da ga popravimo, da mu podaljšamo življenjsko dobo. Podobno lahko merimo dinamični odziv konstrukcije, to je spet primer na tem istem mostu. Če imamo eno samo vozilo, bo ta koeficient sunka, kot mu rečemo po slovensko, zelo verjetno velik. Če imamo več vozil, se bo verjetno zmanjševal. Če imamo neka zelo specialna vozila z veliko osmi, dinamike praktično ne bo. To lepo vidimo na tem diagramu, kjer so vsi dogodki na tem mostu, to je približno 40.000 vozil, ki je peljalo čez most. Vidimo, da če so obremenitve manjše, potem so te koeficienti sunka visoki. Če pa gremo proti desni, kjer so obremenitve večje, pa te vrednosti padajo bistveno nižje, kot je predvideno v pravilnikih za dimenzioniranje novih mostov, kar pomeni, da lahko izkoristimo dodatne rezerve, ki jih imamo v obnašanju mostu. In podobno lahko statistično iz vseh vozil izvrednotimo tudi faktorje porazdelitve obtežbe, kar je spet bistveno bolje, kot pa če vzamemo neke nekalibrirane teoretične vrednosti, ki izhajajo iz pravilnikov ali iz nekih poenostavljenih računskih modelov. Torej, če tole zdaj upoštevamo, ta ista enačba od začetka, nosilnost mora biti večja od obtežb. Če to malo razdelamo, to se pravi, nosilnost seveda s časom pada, tako da jo moramo pač manj zmanjšati s faktorjem phi. Obtežbe delimo na prometne in pa na stalno in lahko tudi na ostale, ki pa v tem primeru niso pomembne, zato ker pač verjetnost, da bi prišlo do kombinacije ekstremne, recimo potresne obtežbe in pa ekstremne prometne obremenitve, je zanemarljiva, zato delamo naprej samo s tem. To enačbo enostavno obrnemo in če te meritve izvajamo in te podatke imamo, potem lahko vplivi prometnih obtežb na splošno, tako stalne obtežbe kot prometne padajo, dinamična obremenitev se zmanjša, ker imamo znane podatke, ne predpostavke, lahko zmanjšamo varnostne faktorje in posledica tega je seveda, da je ta rating faktor, ki je ocena za varnost konstrukcije, bistveno naraste in posledično ukrepi,
ki jih predpišemo, niso tako drastični, kot bi bili, če bi upoštevali teoretični pristop. Tako da za konec, meritve realnih prometnih obremenitev so ključne za načrtovanje in upravljanje z infrastrukturo. Mislim, da se tega moramo zavedati in da brez tega dejansko ni optimalnih analiz. Najbolj zmanjšajo nezanesljivost analiz. Uporablja se cel kup nekih teoretičnih modelov, kako bi se analize izboljšale. Tukaj imamo v bistvu neko metodo, ki lahko na zelo enostaven in zanesljiv način te nezanesljivosti zmanjša in bi bilo res škoda, da se te stvari ne upoštevajo. Kot sem rekel, je edini način tehtanje vozil med vožnjo, samo štetje enostavno ni dovolj. Bistveno pri tem seveda je, da je metoda za določitev obremenitev na vozišče zastarela in bi bilo resno treba razmisliti, da bi se nekaj na tem področju naredilo, ker enostavno to ne ustreza več dejanskemu stanju na naših cestah. Po drugi strani pa so metode za analize mostov med najbolj naprednimi in najbolj učinkovitimi. In pa še ena bistvena stvar, seveda, ki se moramo vsi zavedati, da sanacije vedno predstavljajo oviro za uporabnike in so posredni stroški lahko bistveno višji od neposrednih. Zato je res pomembno, kakšne ukrepe predpišemo na naši infrastrukturi. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Žnidarič. Če bodo še kakšne vprašanja, potem po zadnjem predavanju iz tega dela ste seveda tudi vabljeni.